Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas derbija v tretji slovenski nogometni ligi med domačo Bistrico in gostujočo zasedbo z Rogaške. Gre za vodilni ekipi lige tretjeligaškega tekmovanja. Po prvem polčasu pa je izid začetnih 0:0. Videli smo v prvem delu zares nekaj lepih situacij za zadetek na obeh straneh. Domači so stresli celo okvir vrat v 40 minuti. A zaenkrat, kot že rečeno, začetnih 0:0. Rezultat, ki zagotovo bolj ustreza Bistrici, ki ima na prvem mestu pred prvim zasledovalcem Rogaško 5 točk prednosti. Ribič, Horvat spodaja na desno stran, kjer se je odkrival Polegek. Bračko je krenil pravočasno v bloku Rešek. Prvi udarec iz kota v drugem polčasu pripadal bo domačim. Izvede ga bo Pušnik, tokrat proti bližnji vratnici, na mestu Golob. Nekaj prostora ima Ferčec, ki je ustavil ta poizkus hitrega protinapada. Ribič, manjši nesporazum Ribiča in Vidmarja. Srečno se je na koncu razšlo za domače. Ploj, lepo je žogo sprejel Ploj, v samostojni akciji Ploj, še vedno Ploj. Izbijajo nogometaši Bistrice. Ferčec, še vedno v posesti Ferčec. Rešek proti oddaljenejši vratnici, na koncu pa pravočasno iz vrat vratar Dabanović. Obležal je Pušnik, ki ima nekaj težav, kot vse kaže. Prejel neugoden udarec. Rumeni karton so prejeli pri domačih, številko 18 Jan Kricl ga je prejel. Pušnik bo, kot vse kaže, vendarle brez večjih težav nadaljeval s tem obračunom. Tokrat se je visok pritisk gostom izplačal. Seveda, vedno bolj se bomo približevali koncu, če bo rezultat še vedno 0:0. Zagotovo bodo vedno višje stali nogometaši Rogaške, ki, kot že rečeno, jasno, danes so ekipa, ki na nek način nujno potrebuje zmago, oziroma zagotovo bolj nujno kot Bistrica. Nekaj težav za domače moštvo sedaj pri sami organizaciji napada. Na koncu pa pametno Rozman.
Ploj proti Ferčecu. Izbija Pušnik. Teče 51. minuta obračuna v tem drugem delu, zaenkrat še brez kakšnih večjih priložnosti, tako na eni kot drugi strani. Rešek proti Ploju. Mešal se Pušnik, sedaj nekaj prostora morda za protinapad Bistrice. Rokavec na levo stran, kjer ima veliko prostora Ferčec. Ploj na robu kazenskega prostora v bloku branilci Bistrice, znova Ploj. Prekršek nad Plojem je na koncu storil vezist Bistrice Bračko. Morda lahko gostje prvič v tem drugem delu nevarneje zapretijo iz prostega strela iz prekinitve. Znova na izvedbo tega pripravljena Pavlović ter Rokavec, kapetan Rogaške, tokrat slednji. In še enkrat več brez nevarnosti za vratarja Dabanovića. Pri Bistrici je v tej sezoni največ rumenih kartonov prejel Alen Korošec 3. Na drugem mestu s po 2 rumenima pa so Jaša Martinčič, Žan Kovačič, Enej Kapun, Rok Rozman in Marcel Pušnik. Sedaj pa lepa situacija za domače moštvo, pravočasno pa v obrambi centralni branilec Mraz. Drugi udarec iz kota za Bistrico v drugem polčasu. Najvišji v skoku Pavlović. Horvat je iskal Vidmarja, na koncu pa igra z roko gostujočih nogometašev in še ena prekinitev. Tokrat prosti strel za Bistrico. Manjše presenečenje sedaj s to izvedbo prostega strela Pušnika, ki je žogo kar po tleh poslal v kazenski prostor. Na koncu pa tretji udarec iz kota za domače v drugem polčasu. Znova na izvedbi Pušnik. Mirno Wunderl. Wunderl se v tem primeru ni odločil za hiter prenos, kar smo v prvem polčasu videli kar nekajkrat strani gostov. V prepovedanem položaju Ferčec. Dabanović. Pravočasno Horvat. Še vedno Horvat. Brez prekrška nad domačim branilcem oziroma vezistom Ploj. Pušnik.
Polegek, še vedno Polegek. Wunderl znova dobro bere igro domačih. Pavlović. Mirno v obrambi domačini. V prepovedanem položaju na koncu Kapun. Do tega obračuna so domači prejeli skupno 19 rumenih kartonov in enega rdečega. Ob igrišču se pripravlja tudi prva zamenjava na tem obračunu. Storil jo bo gostujoči strateg. V igro bo v 56. minuti vstopil številko 10 Stefan Anđelić. Iz igre pa odhaja številko 33 David Ferčec. Na drugi strani pri Rogaški največ rumenih kartonov Ivica Jurkić 4. Še vedno videli smo, da Rogaška zna zelo kvalitetno odigrati že nekajkrat v prvem polčasu, a nekaj manjšega zbranosti zmanjka pri samih zaključkih, oziroma Bistričani v obrambi stojijo res zelo, zelo dobro in poskus z velike razdalje sedaj domačinov. Na drugo vratnico je bila namenjena ta podaja. Vidimo, da sedaj obojni iz minute v minuto dajo višjo predstavo, če lahko tako rečem. Iščejo zadetek, tudi Bistričani se niso ustrašili, oziroma morda bi pričakovali, da bodo stopili nekoliko bolj obrambno v ta drugi del, saj še vedno imajo rezultat, ki gre v njihovo korist. Pavlović. Pavlović v kazenskem prostoru je iskal Ploja. Znova Pavlović. Izbijajo domači. Hitro so Bistričani zapravili žogo v tej situaciji. Rešek vrača Golobu. Anđelić. Anđelić na levo stran proti Neskiću, ta pa še enkrat več v prepovedanem položaju. Pri Rogaški pa, kot že rečeno, Ivica Jurkić, največ rumenih kartonov 4, na drugem mestu je Stefan Anđelić in Rešek s po 3, na tretjem pa Nej Kmetić, Ivan Ptiček in Mika Mario Rokavec z 2 rumenima kartonoma. Skupno so jih gostje v tej sezoni prejeli 21 pokazanih, oziroma dobili so tudi 2 rdeča kartona, prejela sta ju Andrej Pavlović in Rok Romih.
Anđelič proti Ploju. Ploj strelja, 0-1, 0-1, strelec zadetka Ploj. V tej situaciji pa se je izkazala kvaliteta tega nogometaša, ki je dokazal, da je mojster nogometne igre, nekdanji član Maribora, Aluminija, Celja in pa seveda tudi nekaterih klubov iz Avstrije, Poljske in Slovaške. Lep zadetek in v 61. minuti vodstvo gostov z 0-1. Sedaj pa je pred nami zagotovo izjemno zanimivih zadnjih 30, dobrih 30 minut, kajti Bistričani bodo iskali povratek v dvoboj. Golca Ika Rogaško, strelec zadetka v 61. minuti, številka 9, Alen Ploj. Sedaj tudi dodan navijaški vložek strani gostujočih navijačev, ki spremljajo svoje moštvo prav na vseh gostovanjih. Bomo videli, ali bo ta zadetek nekoliko zmedel domače ali morda počgal, da si vendar je uspel priigrati kakšno priložnost. V drugem polčasu seveda Golob. Znova se veliko prostora na desni strani ponuja Pavloviću. Dovolj hitro pa na koncu v obrambi Vidmar. Bračko proti Pušniku, ta na kratko do Polegeka vrača Pušniku. Horvat, prekršek Anđeliča. Vidmar na kratko do Rozmana, ta znova vrača Vidmarju, sedaj pa lahko vidimo, da so gostje postavili, so se na nek način postavili nazaj, imajo željeno prednost. Neskić znova Ploj strelja mimo desne vratnice. Izid ostaja 0-1, še en hiter protinapad gostov, Bistričani pa popuščajo, so nekoliko zmedeni po prejetem zadetku. Niso vajeni zaostajati Bistričani, seveda do tega 10. kroga še brez poraza. Prvo zamenjavo sedaj pripravlja tudi strateg domačih Simon Dvoršak, v igro bo vstopil številko 10. Jaša Martinčič, gre za enega izmed manjkajočih članov začetne enajsterice nogometaša, ki bo zagotovo v domače moštvo, kar se tiče ofenzive, vnesel svež veter. Strelec že 6 zadetkov za Bistrico v tej sezoni. Oziroma kar dve zamenjavi pripravlja strateg Simon Dvoršak. 65-minutna srečanja, dvojna menjava v ekipi Ketije Bistrica. Iz igre številka 11 Rok Horvat, v igro številko 3 Andraž Korošec. Iz igre pa napadalec Enej Kapun, v igro pa, kot že rečeno prej, številka 10 Jaša Martinčič.
Tako v nevarni akciji Martinčič in videli smo že, da je Martinčič zares zelo hiter in nevaren nogometaš. Tako je krenil hiter protinapad, pametno na koncu pa so ga zaustavili gostje. 66. minuta sreče. Druga menjava tudi pri gostih iz igre. Številko 17 Andrej Pavlović, v igro pa številko 3 Marko Malešević. Ribič proti Polegeku, izbija na koncu Golob. Sedeminšestdeseta minuta sreče, rumeni karton na strani Inka Rogaške, igrali številka 19, Jaka Stovc. Rumeni karton je pri gostih prejel Zdovc. Nekaj manjših težav ima v kazenskem prostoru Čuček. Zdaj pa je situacija nekoliko zamenjana, seveda, gostom se kar naenkrat več ne mudi, sedaj pa imajo oni to željeno prednost, željeno zmago, vsaj zaenkrat v svojih rokah. Tokrat pa nekoliko nenatančna podaja domačih, oziroma gostov, seveda, se opravičujem. Dabanović na kratko. Mraz je tokrat prebral namero, vendar je na koncu zmanjkalo nekaj zbranosti pri samem odvzemu žoge. Martinčič, krenil je Martinčič. Martinčič na levo stran proti Ribiču. Ribič. Na koncu pa vendarle prekršek Kovačiča nad gostujočim nogometašem številko 13 Reškom. Padal je nekoliko ritem, sedaj v teh zadnjih 5-7 minutah po vodilnem zadetku gostov. Anđelić lepo proti Neskiću, še vedno Neskić. V priložnosti na koncu Malešević, ki pa ni dobro zaključil in izid ostaja 0:1, brez nevarnosti v teh trenutkih oziroma v tej situaciji za vratarja Dabanovića. Kovačič, še vedno Kovačič, na koncu pa prekršek gostov.
Martinčič v samostojni akciji. Korošec na levo stran. Izbija Mraz. Polegek, lepo Polegek mimo Mraza, veliko prostora ima Polegek, ki pa ni najbolje oddal na koncu žoge v kazenski prostor. Ribič, še vedno pa je ta v posesti domačih. Izbija Čuček, Pušnik. Pušnik vrača Dabanoviću. Ta na kratko do Rozmana. Mirno so na koncu manjše težave razrešili branilci Bistrice, a tudi pri Rogaški so se dobro postavili in onemogočili hiter prenos. Bračko na desno stran proti Pušniku. Teče 72. minuta oziroma začetek 73. Še vedno je več kot dovolj časa za domače, da pridejo vsaj do neodločenega rezultata, a zaenkrat si v tem drugem delu niso uspeli priigrati še kakšnih resnejših priložnosti pred vrati Wunderla. Previsoka podaja na koncu Rozmana. Izbija Golob. Bračko. Mraz znova dobro v obrambi. Bračko, še vedno v posesti domači, Bračko. Polegek, Polegek strelja, obramba Wunderla. Sedaj pa hitro odigran prosti strel domačih in izkazal se vratar gostov Wunderl. Nevarno je sprožil močno Polegek. Izid ostaja 0:1. Znova na mestu Wunderl. Ploj na desno stran, kjer ima veliko prostora Malešević. Še vedno Malešević izbija na koncu branilec domačih Vidmar. Udarec iz kota bo pripadel Rogaški. Tokrat pa nenatančna podaja iz kota Anđelića, premočno prav za vse nogometaše v kazenskem prostoru. Do tega obračuna je bilo v tej sezoni odigranih 54 tekem,
Videli smo 27 zmag domačinov in 23 zmag gostov. Najvišjo zmago v prvenstvu pa so vknjižili Podvinci, ki so z 0:7 ugnali Dobrovce v tretjem krogu. Padlo je, če odštejemo seveda današnji zadetek in zadetke na preostalih srečanjih, do tega 10. kroga 179 golov, 91:88 je gol razlika v prid domačih moštev. V povprečju tako kar 3,3 gola na tekmo. Priča smo bili tudi že 14 11-metrovkam in enemu avtogolu. Pokazanih je bilo 275 rumenih in 21 rdečih kartonov. Igralo pa je v tej sezoni že kar 280 različnih nogometašev. Medtem Bračko v kazenskem prostoru v bloku Golob. Iz kota znova Pušnik. Najvišji je bil v skoku Korošec, a sprožil visoko čez vrata. Na tribunah, ko je bilo to seveda še mogoče, se je zbralo skupno 3897 gledalcev, kar je zelo dober podatek, bi lahko rekli. Največ pa na tekmi Dravograda in Korotana, gre za koroški derbi. Bilo jih je kar 350, seveda včasih, ko je bilo tole še mogoče. In tudi takrat so veljali ukrepi proti koronavirusu. V primeru, da le teh ne bi bilo, bi se na obračunu Korotana in Dravograda zagotovo zbralo približno 800 ali morda celo 1000 navijačev. Največ zaporednih zmag je nanizala Bistrica, kar 9 pred tem krogom. Danes pa jih, kot vsaj zaenkrat kaže, čaka prvi poraz. Prekršek v napadu je storil Anđelić, ki je prijel, predvsem mislim, da zaradi reakcije po prekršku, rumeni karton. Po 77 minuta sreče, rumeni karton za ekipo Inka Rogaška. Igralec številka 10, Stefan Anđelić. Nove menjave se pripravljajo v igrišču na obeh taborih. Iz avta Rešek. Proti Anđeliću. Anđelić do Neskića, brez prekrška nad slednjim. Na desni strani ima veliko prostora Pušnik, ta takoj žogo v prostor proti Kovačiću. Znova na mestu Mraz. Vendarle se je na koncu izplačal ta pritisk domačih. Sedaj pa menjave. Minuta sreče, menjava v ekipi Inka Rogaške. Iz igre igralec številka 7, Mario Rokavec Mika. Kapetan Mario Mika Rokavec odhaja iz igre, v igro pa prihaja številko 14 Tomi Gobec. Gre seveda za menjavo na strani gostov.
Pametno je sedaj prekršek izsilil Maleševič, ki se zaveda, da imajo gosti rezultat, ki ga želijo, teče pa že 82. minuta. Prosti strel bo izvedel številko 10 Anđelić. Ploj. V preigravanju Ploj zapravil je posed sedaj napadalec gostov. Krenil je Bračko. Ostaje prekršek na koncu Mraza, ki je prejel rumen karton za ta oster štart. Sedaj pa zamenjava tudi strani domačih. Iz igre številko 21 Kovačič, v igro pa prihaja številko 15 Sebastian Šlak. Gre za najboljšega strelca Bistrice, oziroma za drugega najboljšega strelca Bistrice in ja, bomo videli, ali lahko morda prav on prinese točko na tem obračunu za domače moštvo. Strel, vratnica! Vratnico je z prostega strela sedaj stresel Martinčič in izid ostaja 0:1. Drugič na tem obračunu so domači zadeli okvir vrat. Prekršek je storil Vidmar nad Plojem. Znova na izvedbo prostega strela čaka Anđelić. Bračko, strelja golob, izjemna obramba sedaj Dabanovića. V teh zadnjih 2 minutah dve res izjemni priložnosti, po ena na vsaki strani. Pred nami pa zadnjih 6 minut. Sodnikovim dodatkom seveda. Zagotovo bodo nogometaši Bistrice dali svoj maksimum oziroma iskali izenačenje, gostje pa si prizadevajo čim bolj mirno pripeljati tekmo k koncu. Rešek je krenil proti napad, še vedno Rešek. Prekršek Rozmana. Pametno je sedaj Rešek potegnil žogo v proti napad. Rumeni karton je za ta prekršek prejel branilec domačih Rozman. 85 minutna sreča, rumeni karton za ekipo KTM Bistrica. Igralec številka 4 Rok Rozman. Sedaj pa prosti strel v dokaj ugodnem položaju za goste, pripravljen pa številko 10 Anđelić. Anđelić močno, kakšen meter morda čez vrata je sprožil Anđelić.
Šlak, lepo se je znašel Šlak. To je ta doprinos, ki ga ima Šlak. Gre za izjemno iznajdljivega napadalca, bil je že v dokaj oziroma v zelo, zelo zahtevnem položaju, na koncu na nek način uspel sprožiti na vrata oziroma se prebiti do žoge in ja, v težave spravil Wunderla. Najvišji v skoku je bil Vidmar. Bračko, Šlak je žogo v prostor, iskal Polegeka, na koncu nekoliko prehitra podaja za slednjega. Teče pa že 87. minuta obračuna vodilnih v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, zaenkrat pa v boljšem položaju Rogaška, ki vodi z 0:1 in v primeru današnje zmage se bodo vodilni Bistrici približali na 2 točki zaostanka. Na koncu out za domače, izvedel ga bo Pušnik. Korošec, Golob in Bračko v dvoboju. Znova iz prostega strela Anđelić proti Gobcu. Korošec takoj na kratko proti Kristlu. Martinčič in Ribič sta poizkusila z dvojno podajo, prebral je njuno namero Maleševič, vendar je zapravljena posest gostov. Izbija na koncu Rešek. Ribič. Slab sprejem Anđeliča, ki je vendarle dovolj fizično močan in pretkan, vendar nenatančen pri oddaji žoge v prostor Gobcu, vendarle teče pa zadnja 90. minuta. Prehitra podaja za Bračka. Iz avta bo metal Rešek. Napačna izvedba avta Reška in sedaj bo leta pripadel v Bistrici. Še en avt za domače, znova Pušnik, izbija Golob. Vidmar proti Ribiču, Šlak s podajo proti Martinčiču, izbija Čuček. Prekršek je v tej situaciji storil Ribič in morda je bila to zadnja priložnost, ki je splavala po vodi za domače, da bi morda pa vendarle lahko prišli do kakšne točke na tem obračunu. Seveda vratar Wunderl si bo vzel svoj čas, sedaj pametno ukradel
nekaj časa domačim. Igra z roko na koncu Gobca. Korošec vrača Rozmanu. Ta spodajal napad proti Pušniku. Polegek. Oster prekršek na koncu Neskiča. Nekoliko nespametno strani tega nogometaša in sedaj pa prekinitev. Prosti strel za Bistričane. 90 minuta sreče, Rumeni karton je za ta oster štart prejel tudi Neskič. Alen Neskič. Na izvedbo prostega strela zadnje priložnosti za domače, da pridejo do izenačenja, se pripravlja Pušnik. Ali je pred nami najvišji v skoku, izenačenje Bistrice v zadnjih minuti. Martinčič, strelec zadetka 1-1 in Bistrica je prišla do zlata vredne točke in prednost domačih na prvenstveni lestvici ostaja 5 točk in boleč udarec za Rogaško v zadnjih sekundah dvoboja in ja, zagotovo zadetek, ki zelo boli goste in ja, neverjeten zaključek današnjega obračuna. Martinčič pa je dokazal s tem visokim skokom, da je zares kvaliteten nogometaš. Prišel do svojega 7. zadetka in se na drugem mestu lestvice strelcev Bistrice izenačil s Sebastianom Šlakom. Anđelič proti ploju, ali morda še je pred nami še en vodilen zadetek gostov. Anđelič, konec obračuna in Bistrica je v zadnjih izdihljajih dvoboja prišla do izenačenja in do zlata vredne točke. Kot že rečeno, v vodstvo so v 61. minuti prišli varovanci Rogaške z zadetkom ploja po res izjemni akciji, na koncu pa v 92. minuti izenačujoč zadetek po prostem strelu in predložku Pušnika. Najvišji v skoku Martinčič, ki je tako postavil končnih 1-1. Mislim, da lahko rečemo, da zaslužena delitev točk, saj so v obeh taborih dokazali, da gre za res izjemno kvalitetni moštvi in pred nami je izjemno zanimivo nadaljevanje tretjeligaškega tekmovanja. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče derbija tretje slovenske nogometne lige. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.